Svet je vse bolj multikulturen. Tudi v Sloveniji je vedno več otrok, ki bodisi uporabljajo drugi jezik, bodisi razmišljajo, se vedajo in čustvujejo na svoj način. V obstoječem togem izobraževalnem sistemu ima raznolikost otrok prej negativen predznak in je pogosto označena kot posebna potreba. Z uporabo tehnik gledališke pedagogike pri pouku pa bi lahko ustvarili resnično vključujočo šolo za vse, poudarjajo v društvu Taka Tuka. V društvu Ustvarjalcev Taka Tuka vodimo projekt Join in and Make a Change v sodelovanju s partnerji iz Poljske, Češke in Grčije. Tekom projekta si želimo razviti program za učitelje, s katerim bodo dobili dodatno znanje z področja gledališke pedagogike, ki ga bodo uporabili pri svojem delu. Ne glede na to, kateri predmet uči učitelj, bi s to tehniko lahko snov podajal na tak način, da bi vključil v proces vse otroke. Poleg tega pa se nam je v tem začetnem delu projekta, v katerem smo k sodelovanju povabili strokovnjake z področja inkluzivnega izobraževanja, izkazalo, da je velika potreba po krepitvi socialnih veščin. Največji problem teh otrok, oziroma inkluzije, je ravno ta socialni del. Ker če imamo mi otroka, ki je učno uspešen, pa ni sprejet, pa ni socialno vključen, je v bistvu otrok zelo trpi. In tukaj se mi zdi, da drama lahko pomaga, da se izboljša. Izkušnje iz tujine kažejo pozitivne vidike drame kot učne metode. We need drama both for people with disabilities, but more importantly, we need drama for the mainstream group that wants to discover the potential of people with different disabilities or migrants. So drama is inclusive by nature. Drama is no penalty zone where people can explore different ways of working together without wasting each other's potential. Ker mi pa želimo, da bi drama v izobraževanju prišla v šolo, ne samo zaradi tega, ker je dobra za inkluzijo, ampak predvsem zato, ker razvija kritično mišljenje, ki dviga samo podobo. Se pravi, da s to metodo mi lahko in otroke, ki imajo posebne potrebe, in otroke, ki nimajo posebnih potreb, oboje pač jim omogočamo, da rastejo, da se razvijajo, da se izobražujejo, obenem pa še med sabo sodelujejo in socialno se povezujejo. Še posebej je drama kot učna metoda priporočljiva v razredih z gluhimi učenci. Drama must be part of education for everybody because the deaf and hard of hearing people have only 2,000 words to use. So it's about expanding that vocabulary with emotions, with expressions by movement. Sometimes just by sweat. So it's about adding the value and working together creatively to really benefit and capitalize on the diversity
we have and the diversity that is enriched by people with different disabilities, people from different cultures. Štirje projektni partnerji bodo v 3 letih skupaj razvili učni načrt dramske pedagogike in ga, tako načrtujejo, vpeljali v redne šole v Sloveniji, Grčiji, na Poljskem in Češkem. Takatukovci namreč verjamejo, da je tehnika drame prava pot do kreiranja vključujoče šole za vse otroke.